Lep pozdrav, jaz ostajam doma, upam, da tudi vi. Danes je prelep sončen dan in s sinom Larsom sva se odločila, da bova naredila trening na našem dvorišču. Danes je trening namenjen malce boljšim teniškim igralcem, ki že mogoče hodijo na turnirje ali pa tenis igrajo že nekaj časa, ampak tudi tisti, ki niste tako vešči tenisa, lahko poskusite te vaje. Pa bova se ogrela z vajo, kjer bova pokazala forehand in backhand z žogo. Mava zelo lahko žogo, lahko imate tudi kakšno drugo, Lars, tečeš do žoge in vržeš. Ja, fajn je, če vržeš čez mrežo, tečeš do žoge, Lars že pazi, da dela poskoke, ja, in ga ogrejemo. Enkrat se odvije, tako lahko tudi ti mene malo sprehajaš, lahko mi daš težko žogo, bom jaz tudi. Da žogo tja, ka mene ni, na prednji se lahko že to učite. Op, tako, op. Tako je. S takšno vajo se ogrejemo. Pa bomo šli kar na naslednjo vajo in sicer gibanje do žoge. To, kar smo že za starejše pokazali, bomo zdaj pokazali še za otroke. Lars, tekel boš do vsakega stožca, se ga dotaknil in šel s prisunskimi bočnimi koraki nazaj. No, pa kar začneš. Poskok, veš, poskok, tečeš do žoge in nazaj. Poskok, tečeš do žoge in nazaj. Poskok, tečeš do žoge in nazaj. Pomembno je, da bi bolj bilo, če bi Lars delal še malo širši poskok. Stop. Lars, lahko še enkrat, ja, da narediš širši poskok in res tečeš hitro do žoge ter bočno nazaj. Poskusimo še enkrat. Ja. Poskok, tečeš, hitro nazaj. Poskok, tečeš, tako, boljše. Ja, super. Hitro do žoge in nazaj. Pomembno je, da otroci tečejo do žoge in se vračajo z bočnimi ali zadenskimi koraki nazaj. Ok, super, Lars, pa vzame še teniški lopar. Zdaj bo Lars v bistvu naredil enako gibanje, samo da bo na stožcih še odigral žogo. Lahko bi mu pa tudi mi takrat podali žogo in bi v bistvu v vseh teh gibanjih on odigraval nazaj. Ok, Lars, kar pa brez žogice. Ja, ni bilo poskoka, naredi poskok. Poskok, tečeš, udariš, bočno nazaj. Poskok, tečeš, udariš, bočno nazaj. Poskok, tečeš, udariš, bočno nazaj. No, kar deli še, če lahko. Kot vidite, Lars ne postavi vedno prave noge. Ne zahtevam od njega, da se vedno postavi bočno ali s pravo nogo. Ravno zaradi tega, da otroci sami dojamejo, kaj jim ustreza in tudi, da se naučijo igrati kasneje iz odprtega položaja in iz zaprtega položaja, ker je to velikokrat zelo pomembno. Ok, Lars, malce se nadihaj, si kaj utrujen? Ne, ok. Pa bova šla kar na izmenjavo, ja. Lars, zdaj boš pa najprej pred sabo ustavil žogco in mi jo dal čez, ja. Gibanje, poskok ohraniva, ustavi pred sabo in mi da žogo čez. Ustavim pred sabo in dam. Gibava. Pardon, lahko na obeh straneh, vidite, samo davte, ko je backhand, ustavim pred sabo in odigram. Zelo pomembno je, Lars, nisi ustavil, zelo pomembno je, ok. No, Lars, ti se kar zberi za sebe, da delaš poskok in te stvari, malo novo, poskok, tako ustaviš, drugo pa ustavljal, ustaviš pred sabo in daš čez. Ja, ustavim pred sabo in to je lepo za občutek, da otroci začnejo nadzirati žogo, da ne nabijajo. Rahlo igrava. Tako, in zdaj še malo težjo vajo, ustavim na forehandu in dam čez backhand. Ja, op, ustavim na backhandu in dam čez forehand. Lars, ne pozabi na gibanje. V redu. Pa gremo še zadnjo vajo. Lars, ustavi žogo. Damo en cilj na tla, date kakršenkoli cilj. Naučimo otroka samo malo, da začne sam. Kaj je pomembno takrat, da se naučijo sami servirati? Dajo roko naprej in v desno stegnejo, samo spustijo žogico, lopar pripravijo navzdol, ja, da ga ne dvigujejo. Super je, če ga primejo na koncu, dajo naprej desno, spustijo žogo in takrat je žoga ravno pravšna, da odigrajo. Lars, poskusi zadeti stožec in lepo delava izmenjave. Kar je. Ja, lepo s poskokom, oba udarca uporabljava, ja, tako, delaš poskok, jaz odbijem, poskok, tako, ok, greva še eno, še zadnja izmenjava gibaš, poskok,
Ja, na prstki si, evo, aktivno sva. Ja. Tako. Lahko, tisto darska ti pride. Tako, to je za danes vse. Upam, da se boste zabavali v tem prečudovitem vremenu. In jutri bodite z mano, kjer bom live ob 10. odgovarjal na vaše vprašanja in podelil odlične nagrade. Tako da danes mi lahko pošljete še video, drugače pa ostanite doma, bodite zdravi in se vidimo zopet v ponedeljek v novem videu. Lep pozdrav!